univerza v Mariboru v svojem imenu nosi prav to. To je univerza v Mariboru, univerzum v Mariboru. To je inštitucija, ki mestu Mariboru zagotavlja marsikaj in mu v prihodnje tudi še bo. Želim pa, da je tudi tista inštitucija, ki zagotavlja in bo zagotavljala gradnjo okolja in v mestu Mariboru, da bo to tisto mesto, kjer si bodo mladi želeli živeti, delati, ustvarjati družine. Če ta cilj izpolnimo, potem je poslanstvo te univerze izpolnjeno. Univerza v Mariboru je ena najpomembnejših inštitucij v Mariboru in moj cilj je, da bo postala najpomembnejša. In poti do tega je veliko, oziroma veliko stvari je treba narediti. Začel bom s tem, da bodo študenti zmeraj in povsod zelo ponosni, da so bili študenti Univerze v Mariboru. Naslednja stvar, da bodo zaposleni z velikim veseljem prihajali na Univerzo v Mariboru, da bodo ponosni, da so na Univerzi v Mariboru, kar se najlažje doseže z manj postopki, več zaupanja in odličnimi medsebojnimi odnosi. In da bo okolje ponosno na Univerzo v Mariboru, pa zaključujem, bomo univerzo odprli, tesneje povezali s tem okoljem in jo usmerili v prihodnost. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, dobrodošli in lepo pozdravljeni v podcastu Večer za vikend, naši tedenski različici iz izložbe podcastov, ki v Večerovi medijski hiši pripravljamo. Najprej seveda zahvala, da nas spremljate in seveda priporočilo, da nas delite, všečkate, komentirate, se odzivate na naše podcaste. Najdete nas pa seveda na naši spletni strani, na vseh različnih platformah, ki ponujajo to obliko novinarskega dela. Danes bomo univerzitetni, tako rekoč rektorski in spet, kakorkoli obrnemo, nekoliko predvolilni. Parlamentarne volitve so za nami, ampak Univerza v Mariboru ima te dni svoje volitve, zato smo danes v Večerov studio povabili kandidata za rektorja Univerze v Mariboru, kjer se v kratkem izteka mandat profesorju Kačiču in dva kandidata se borita za položaj rektorja druge največje slovenske univerze. Dr. Dejan Korošak, dr. Mitja Slavinec, dober dan, ni dober večer, ampak dober dan in dobrodošla. Hvala lepa za vabilo. Mogoče za začetek čisto kratka predstavitev, torej dr. Dejan Korošak je redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. V zadnjem 4-letnem obdobju pa upravlja tudi mandat prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru. Potečemo skupaj z sedanjo rektorsko ekipo. Dr. Mitja Slavinec pa je redni profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje matematiko Univerze v Mariboru, kjer je bil tudi dekan. Med letoma 2004 in 2008 je bil tudi poslanec Državnega zbora, kasneje ne tako zelo dolgo nazaj pa tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Spoštovana gospoda, torej dvoboj naravoslovcev, fizikov za vodenje Univerze v Mariboru. Zdaj naravoslovna orientacija Mariborske univerze je nekako skoraj da bila zgodovinsko dejstvo. Tudi odhajajoči rektor Kačič ne nazadnje iz te smeri. Kako si pravzaprav to razlagata, ne? Fiziki ste bolj zagreti za oblast na univerzi. Kako to, da se ni noben družboslovni, humanistični kolega odločil za to pot, glede na to, da je bilo posebej v tem delu univerze precej vroče v zadnjem obdobju in pa kar še lahko opazimo je odsotnost kakšne ženske kandidatke. Pa bi mogoče gospod Korošak vi začeli. Ja, hvala. Zdaj v znanosti imamo področja in tukaj smo včasih občutljivi naravoslovje, potem imamo pa tehniko, ne? Tako da mi dva sva naravoslovca, do zdaj je pa bilo res kar nekaj rektorjev, ki so bili tehniki, razen prvega in še katerega vmes. Zdaj, zakaj ni prišlo do tega, da se je še kdo drug odločil za kandidaturo, ne morem komentirati. Razlogi so različni. Jaz mislim, da večina naših kolegov in kolegic si želi predvsem v miru delati, ne.
Zdaj, jaz si predstavljam, oziroma vem tudi nekaj iz prorektorskega mandata, da ko upravljaš tako funkcijo, ne moreš v miru delati, zato ker so vse druge stvari imajo prednost in potem to obdobje dejansko pomeni v akademski karieri vrzel, ki jo nekateri ne želijo spustiti. To je glavni razlog, jaz mislim, pri teh kandidaturah. Mi smo tako rekoč samoupravna organizacija, nekdo izmed nas postane za 4 leta tisti, ki vodi inštitucijo in na to gledam kot na nekaj, kar nekdo, ki ima vizijo, željo voditi, da poskuša kandidirati. Doktor Slavinec, kaj pa vi pravite? Naravoslovje, Mariborska univerza, izostanek družboslovja v teh tekmah za vodenje? Zdaj res je, že zadnjih 25 let rektorji prihajajo iz tehniških fakultet in mogoče je razlog tudi ta, da je ta del večji na naši univerzi. Sam pa se počutim bolj širok. To je tudi bilo ves čas v mojem življenju, mi poslanstvo, ker sem mogel sodelovati z različnimi ljudmi in sem se navadil dela, tudi razmišljanja naravoslovcev, družboslovcev, humanistov in predvsem zmeraj iskal tiste povezave, kako lahko naravoslovec razume koga drugega in obratno. In zaradi tega seveda ne vidim težave v tem, da sem naravoslovec, da ne bi vedel poskrbeti za celotno univerzo, vključno z družboslovno, humanističnimi fakultetami. Ne nazadnje tudi umetnost je tista, ki si na naši univerzi zasluži svoje mesto. Zdaj, če prevedem torej vajino tekmo, torej ta predvolilni čas na Mariborski univerzi v nek politični žargon, rekel sem, da smo nedolgo nazaj imeli tudi parlamentarne volitve, takšne vroče, dinamične in razburljive. Torej, vi predstavljate, doktor Korošak, na nek način obstoječo oblast, torej vlado, torej neko kontinuiteto, rekli ste nekje v enem intervjuju, kontinuiteta sprememb, vi pa ste opozicija ali kako, torej, ki prihajate z neko zavezo repozicioniranja Mariborske univerze. Je to točna ocena ali ne? Mogoče Jaz jo ne razumem in čutim tako. Saj sem že 35 let na tej univerzi in sigurno je pozicija opozicija v politiki v drugačnem položaju kot tukaj, kjer se pač potegujem za vodenje univerze, kar želim početi na način, kot najbolje vem, poznam in tako, da bo to najbolje za našo univerzo. Nikakor ne gre tukaj za oponiranje, kot je to naloga opozicije, ampak tiste zadeve, ki sem ugotovil, ki vem, da jih lahko naredim drugače in sem prepričan, da bi jih na ta način lahko naredil koristnejše za razvoj naše univerze, zaposlenih in študentov, bom na ta način potem uveljavljal. Zdaj, vi ste bili del te vodstvene ekipe v zadnjih 4 letih. Se vi vidite kot ta kontinuiteta vodenja, torej nekako branite tudi dosežke trenutne vodstvene ekipe? No, jaz sem ponosen na svoje dosežke v okviru mandata za prorektorja za raziskovalne zadeve, ki jih ni malo in sem prepričan, da pomagajo Univerzi v Mariboru, da se še bolje pozicionira kot javna raziskovalna univerza, tudi v mednarodnem prostoru. Kontinuiteta je pa beseda, ki je žal v Sloveniji iz političnih razlogov dobila slabšalni prizvok. Drugače je pa to beseda, ki pomeni v bistvu stalen napredek, kar se mene tiče. Zato nisem tega poimenoval kot kontinuiteta sprememb, ampak kot kontinuum sprememb. Torej, res je. Pot, pri kateri univerza gre skozi korake, ki so pa takšni, da lahko v vsakem trenutku odločitev, za katero ocenimo, da ni bila najboljša, lahko v vsakem trenutku tudi popravimo. Zato, ker ne gremo skozi prelome, ampak gremo skozi postopne nivoje napredovanja razvoja univerze, ki nam omogoča mirno in skladno rast. In to hkrati omogoča tudi akademski mir znotraj univerze. Torej, da se ve, da univerza je velika inštitucija, ki ne potrebuje prelomov, naglih sprememb, ampak
neko stalnost, zanesljivost in stabilno okolje za delovanje. Zdaj, seveda, ta opomba za vaju verjetno ni potrebna, ampak tudi replike, morebitna odzivi na izvajanja kolega so seveda zaželeni. Takole bi vaju vprašal, ne? Živimo v času definitivno zgodovinskih prelomov, tektonskih sprememb. Nekateri zgodovinarji pravijo, da prehajamo med različnimi epohami, ne? Govorimo o krizi ali pa celo zatonu liberalne demokracije, o vzniku avtoritarizmu novih, obenem pa seveda tudi, kar vam je po profesiji blizu, torej neslutenem napredku na področju tehnologije, digitalnega razvoja in tako naprej. Povejte mi, kje v tako turbulentnem, zahtevnem času vidite torej temeljne naloge sodobne, v prihodnost usmerjene in odzivne univerze, kot je mariborska? Mogoče tokrat. Ja, hvala, to je res odlično vprašanje in ključno za ta trenutek. Jaz mislim, da iz več razlogov je Univerza v Mariboru, tako kot celotna naša družba, država, pred izjemnimi izzivi v naslednjih letih. Tehnologija gotovo je en, ampak druge stvari so tu še morda pomembne, ne. Univerzo vidim kot en tistih otokov, še zaenkrat, kjer si lahko vzamemo čas prvič, da počasi in zanesljivo razmišljamo. Naša naloga je Univerza v Mariboru kot odgovorne univerze, da se kritično reflektira na vse okoliščine, ki jo obdajajo, ki seveda vplivajo na njeno delovanje in pomaga družbi razmišljati o tem, kaj in kako naprej. To, kar ste omenili glede trenutnega stanja sveta, je nekaj, kar nas vse skrbi, gotovo, ne. Zdaj, včasih je bilo tako, omenili ste liberalno demokracijo, ne. To je nekoč, mislim, da Francis Fukuyama pomenoval kot konec zgodovine, ne. Jaz mislim, da je priznal vmes, da se je zmotil, ne. Ja, kar je super, ne, ker je znanstvenik in to je običajno, ne. Ampak tukaj jaz mislim, da smo zdaj tam, kjer da je to še zmeraj okej izjava, ne. Mogoče pa je samo ena beseda preveč in to je zgodovina, torej gre samo za konec, ne, kar je lahko nekaj, kar nas navaja, če opazujemo, kaj se okrog nas dogaja, ne. In univerza je tu tista, ki pa lahko nudi to tudi oporo v negotovih časih, ker je inštitucija, ki ima veliko zgodovine in zna kritično razmišljati in zna poiskati rešitve v kriznih trenutkih. Ja, hvala za misel o liberalnem pristopu. Jaz sem bil poslanec na listi Liberalne demokracije Slovenije in potem tudi, ko več ni delovala pri stranki Mira Cerarja, državni sekretar. Tako da liberalni pogled je meni seveda zelo blizu in zagotovo bom na ta način tudi želel organizirati delo na univerzi. Saj na ta način lahko pustiš ljudem, da razvijajo svoje potenciale in jih tudi udejanjijo. Seveda ne sme to biti na račun drugih in vem, da se to da zelo dobro uskladiti. In druga stvar pa je prav tako povezana z vašim uvodnim razmišljanjem. Univerzo želim odpreti. Odpreti jo želim do našega mesta najprej, da bo še bolj čutilo, da je Maribor univerzitetno mesto. Odpreti jo želim seveda tudi mednarodno in zaradi tega napovedujem prorektorja za mednarodno sodelovanje, kajti pomembno je, da naši študentje in vsi zaposleni dobijo izkušnjo svetovljanstva, kajti na ta način bo univerza ne samo utrjevala svoja mesta, formalna mesta na teh mednarodnih primerjalnih lestvicah, ampak dejansko nudila tisto znanje, tiste izkušnje in kompetence vsem na univerzi, ki so za poklice prihodnosti in za razvoj zelo pomembni. Jaz se zavedam, da je na področju univerzitetnega izobraževanja v svetu že veliko sprememb, da je znanje odprto, da ga več se ne skriva in želim in bom tem trendom seveda prilagajal tudi našo univerzo in vem, da smo lahko na tem področju zagotovo tudi
med prvimi v Sloveniji, da orjemo ledino v Sloveniji glede približevanja univerz mednarodnim trendom. Zdaj, doktor Slavinec, univerza je nedavno praznovala častitljivo že pravzaprav vseeno okroglo obletnico. Dobro, ne sodi med najstarejše univerze v tem delu sveta, ampak vseeno za Maribor zelo pomembna institucija. Povejte mi, vidite univerzo v Mariboru danes kot kakovostno in dovolj mednarodno uveljavljeno univerzo ali s trenutnim stanjem niste zadovoljni? Jaz nikoli ne gledam na ta način, ampak predvsem zmeraj poiščem možnosti in priložnosti za napredek. In sigurno vidim kar nekaj možnosti in priložnosti in ne samo, da jih vidim, prepričan sem, da lahko univerzo popeljem tudi v to smer. Nekaj sem že povedal, bolj odprta, želim, da bo bolj odprta naša univerza, prav tako bolj mednarodno vpeta. Glede drugih pomembnih smeri razvoja pa zagotovo vidim modernizacijo, digitalizacijo, potem manj postopkov in več zaupanja in prepričan sem, da na ta način lahko dosežemo tudi to formalno stabilnost po eni strani in po drugi strani hitrejši prebojni razvoj. Ker moramo se zavedati, da če so stvari preveč ukoljupljene, potem stagnirajo, če pa so preveč sproščene, potem pa je lahko razvoj nepredvidljiv. In tukaj vem, da se da najti optimalno pot, da bo stabilna, da bo akademski mir, da pa bo zelo hiter razvoj. Doktor Korošak, se mora Mariborska univerza še širiti, dopolnjevati, dodajati študijske programe, če da, katere, ali je potrebno bolj strateško osredotočenje na področja, kjer je univerza že sedaj močna? Ja, tukaj gre za dve stvari, ki sta tukaj v enem vprašanju združeni, se mi zdi. Eno je, kako univerza ravna z svojimi študijskimi programi. Naši študijski programi so v bistvu intelektualni kapital, lastnina te univerze, najbolj pomembna, poleg raziskovalnega outputa. In tukaj je treba s tem pazljivo ravnati. Večkrat so vprašanja, recimo, ali bi kakšne študijske programe ukinili, ker ni dovolj vpisa. Zdaj, vprašanje je, zakaj ni dovolj vpisa in ali gremo skozi neke cikle, kjer se to pojavlja. To smo že opazili večkrat. Se pravi, imamo področja, kjer se je zaradi družbenih sprememb nekaj zgodilo in je to postalo naenkrat nezanimivo za mlade ljudi. En primer takšen je na področju energetike. Univerza v Mariboru je opazila razpoko v tem, kako smo v Sloveniji izobraževali jedrske strokovnjake v zadnjih 20 letih. Mi smo se odločali, da ne potrebujemo več nekoč jedrske energije, zdaj smo ugotovili, da pa to ni dobra pot, ker nas vodi v energijsko odvisnost od drugih akterjev v svetu. In tako kot druge evropske države ugotavljamo, seveda, zdaj pa tehnologijo seveda lahko nabavimo, zgradimo lahko objekte energetske, ki bodo zagotavljali stabilno energijo, ki bomo pa dobili strokovnjaki, ki bo s tem upravljali. In tukaj smo videli priložnost, da recimo vpeljemo nov študijski program jedrske energetike, zato ker imamo fakulteto v Krškem, to besedno pozicionirano, plus tega pa smo to počeli z zunanjimi mednarodnimi partnerji iz Pariza in si obetamo mednarodni študijski program. Zdaj, to je en primer, kako nove vsebine prepoznavamo in se na njih odzivamo. Druga stvar pa je, ali je Univerza v Mariboru kompletna v svoji študijski ponudbi. In ni. Predvsem sta dve področji, kjer bi si jaz želel, da naredimo pa hitre korake naprej v prihodnosti. To sta? To je umetnost, kjer ne izobražujemo zdaj po trenutnih programih akademskih umetnikov, torej ni mogoče doseči naziva akademski slikar. Trenutno še na Univerzi v Mariboru tako nimamo akademije. Ja. In je to ena izmed stvari, ki gotovo v Univerzi v Mariboru manjka. In tukaj smo se že začeli pogovarjati z kolegi iz pedagoške fakultete, arhitekture in tudi fakultete za strojništvo, ker vse te imajo umetniške vsebine, da imamo dovolj potenciala za eno tako zanimivo umetnostno akademijo, ki bi združila te stvari, ki izhajajo tudi iz same dediščine Univerze v Mariboru. Druga stvar pa je recimo šport, kjer imamo študijski program, ki pa prav tako nima cele vertikale in tukaj si tudi želimo, da izobražujemo recimo športne delavce, profesionalce na celotni vertikali. Okay. Kakšen
dodatek, pogled na to študijsko, rečemo, ponudbo trenutno in morebitne načrte za naprej? Ko smo na ministrstvu pripravljali strategijo razvoja znanstveno-raziskovalnega in visokošolskega strategije za Slovenijo, potem sem svojim generalnim direktorjem dal naslednje navodilo. Moramo krepiti naše paradne konje, tam, kjer smo dobri, tisto moramo razvijati čim bolj naprej. Hkrati pa moramo evidentirati naše potencijale in jim dati možnost, da bodo čim prej postali eni izmed naših paradnih konjev. Tako glede tega osnovnega vprašanja, tiste področja, ki so zelo dobra, maksimalno podpreti naprej, in tista, ki imajo ta potencial, da postanejo med najboljšimi, pa njim omogočiti ta napredek. In seveda tudi sam vidim umetnost kot eno izmed teh, še toliko bolj, ker sem bil še vedno sivih con. Pa jaz sem začel službo v Mariboru na stari veliki pedagoški fakulteti. Mnogi so moji takratni kolegi. Glede športa pa sem si ga res zadal za zelo pomembno prioriteto, ne nazadnje ga tudi vsaj po organizacijski plati zelo dobro poznam. 25 let sem že član skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije in zaradi tega želim, da naši študentje dobijo poglobljeno športno izkušnjo s končnim ciljem, da bo to del tudi njihovega kurikuluma, torej da se bodo njim športne aktivnosti priznale v samem študijskem procesu, tako kot je bilo včasih. Ne. Glede generalno naših programov, pa jih moramo nenehno prilagajati, posodabljati za potrebe javnosti. Mi smo javna univerza in moramo služiti potrebam javnosti, gospodarstvu in tudi vsem drugim družbenim podstatem po eni strani, po drugi strani pa seveda jih moramo ustvarjati v poklice prihodnosti, da bomo našim študentom dali tiste kompetence, ki jih bodo prihodnje potrebovali. Ok, še ena zelo pomembna tema, demografski upad študentov. To ni slovenska zgodba, samo slovenska, ampak je na nek način evropski trend. Kako ga nasloviti? Ta beseda nasloviti je postala tudi v zadnjem času, vsi vse naslavljamo. Kako ga torej reševati, rečimo raje, ne? Smo sredi neizprosne globalne bitke za talente, pa se s tem na Univerzi v Mariboru sploh ukvarjamo dovolj poglobljeno, kako torej pridobiti več tudi tujih študentov in raziskovalcev, pri čemer najbrž ni pomembno kakšnih. Ne. Vemo, da na Univerzi v Mariboru nekatere fakultete so že skoraj kot hub za azijske študente, pa ne vemo točno, kakšni so njihovi rezultati, kam gre potem njihova pot. Mogoče nekatere fakultete rešujejo tudi vpis za tem. Ne. Torej, kako se lotiti tega problema, te problematike? Doktor Korošak, mogoče vi tokrat začnite. Ja, hvala za vprašanje, ki je ključno. V bistvu za Univerzo v Mariboru, mesto Maribor, državo Slovenijo. Zdaj, za enkrat nam vpis vsako leto narašča. Ne? Tako da zdaj smo recimo iz razmerja z Univerzo v Ljubljani, je zdaj razmerje čez več kot 3 prišlo na 2,6 recimo med UM in UL. Ne? Torej, nekaj dobro delamo, ne? Ampak seveda prihaja generacije, ki so veliko manj številčnejše. Ne? To se bo poznalo, gotovo. Ne? Poleg tega pa je tu še en drug problem. Ne? Da smo v Mariboru, smo v vzhodni kohezijski regiji Slovenije, ki že leta opazuje, kako talent odhaja čez mejo, in to talent, ki ga mi vzgojimo na Univerzi v Mariboru. Torej, naši diplomanti, predvsem na tistih najbolj prebojnih področjih, kot je recimo bilo in še je programiranje, computer science in druge. Pa kaj lahko univerza tukaj naredi konkretno? Univerza lahko. Ima omejene vzvode. Absolutno, seveda. Univerza je tista, tako kot sem prej rekel, ki lahko da kritični premislek, kaj je potrebno narediti. Potrebno je povezati ključne regijske akterje v skupno zgodbo. Torej, mesto Maribor mora postati, in je že, gotovo sem, mesto, kjer je fino živeti in delati. Te dve stvari morate. Ker zdaj je veliko grad občutek, da je fino živeti v Mariboru. Bom pa en primer povedal, to se strinjam, bom pa en primer povedal, ki kaže to pozitivno, pa čisto konkretno. Podjetje Skylabs, ga vsi poznamo verjetno, je podjetje, ki je šlo iz Univerze v Mariboru in je bilo majhen spin-off.
In to podjetje je za svoj kader nazaj pripeljalo inženirje, ki so delali v Avstriji. Ne za enako plačo, za nižjo plačo, ampak ker so jim ponudili izjemne pogoje, zanimive probleme in prihodnost, je to ni bil problem. Zdaj imajo več kot 60 inženirjev zaposlenih, novo zgradbo gradijo pod Pohorjem, so eno najboljših podjetij in to je primer, na katere, kako lahko to dosežemo. Več takih podjetij, Univerza v Mariboru pa zagotovi metodo, na katero se to dogaja. Torej spodbujamo naše študente, naše profesorje, da svojimi idejami gredo ven iz univerze v obliki spin-outov, spin-offov, startupov in poganjajo ta ekosistem. Doktor Slavinec, dvojni vojski problem, na eni strani torej bitka za talente, da jih že kot študente dobimo sem, na drugi strani pa da nam ne odidejo potem. Kako vi vidite urejanje tega področja in še en izziv potem tudi za razmislek, ta povezava univerze in gospodarstva, kjer ne bom rekel, da nam je spodletelo, ampak marsikdaj ni dovolj trdna, zato potem dejansko ljudje iščejo svoje priložnosti drugje. Hvala, ker sem ravno s tem hotel začeti. Ustanovili bomo fundacijo Univerze v Mariboru, ki bo skrbela za vsaj dvoje. Eno so seveda štipendije, drugo pa, da bodo študentje že v času študija povezani z svojimi štipenditorji, z gospodarstvom. Kajte, tisti, ki si že v času študija začnejo graditi kariere, tisti z dosti večjo verjetnostjo potem dejansko tukaj tudi ostanejo zaposleni in se ne odselijo drugam. Sam gledam tako, da če ohranimo dobre stike tudi s tistimi, ki odidejo, če imamo močen alumni klub v tujini, potem so lahko ti ljudje, seveda ob zavedanju, da so bili študenti Univerze v Mariboru, naši najboljši ambasadorji se vrnejo nazaj. Po eni strani to, po drugi strani pa seveda bitka za talente in kadre, tukaj ima univerza kar nekaj možnosti. Naš postopek vpisa je bistveno bolj dolgotrajen kot ljubljanski. To sem videl, ko sem bil na ministrstvu. In kaj se potem zgodi? Tisti študentje, ki pridejo iz tujine v Slovenijo, se vpišejo dostikrat tja, kjer imajo prvo možnost. In ko se vpišejo, ko vidijo, da se lahko kakšen mesec prej vpišejo v Ljubljano, bolj sigurno varianto izberejo in se vpišejo tja, za nas ne ostanejo. To je samo enostavna formalna sprememba, o kateri sem prej že govoril. Druga stvar, ki se mi pa zdi na tem področju zelo pomembna, pa je, da zagotovimo dostopnost študija, dostopnost znanja za tuje študente. In tukaj napovedujem, da bomo uvedli simultano prevajanje v angleščino, kajti današnja tehnologija to že omogoča. In tudi tukaj vidim eno možnost, kjer smo lahko prvi v Sloveniji, kjer lahko orjemo to ledino in kjer lahko ob podpori umetne inteligence, digitalizacije in vseh sodobnih orodij ustvarimo eno novo platformo, posodobljeno platformo podajanja znanja, torej da sledimo novim didaktičnim trendom v svetu. Ok, hvala za nekaj kar konkretnih idej oziroma misli na tem področju. Pa če gremo, se še bomo k temu tako ali tako nekako vračali skozi naš pogovor, bi pa se zdaj dotaknil še ene teme. Torej, trenutno smo v nekem medvladju v Sloveniji, seveda univerza ni neodvisna od politike, ravno nasprotno, politika določa normativni okvir vseeno delovanja visokega šolstva, znanosti in raziskovanja. Trenutno se nakazuje nastanek nove, to je 4. vlade Janeza Janše, ki ne predvideva po spremembah zakona o vladi več samostojnega ministrstva za visoko šolstvo. Se vam zdi to problem? Ali ta, bom rekel, organigram ministrstev ne igra takšne vloge? Mogoče doktor Slavinec, vi tokrat začnete. Za mene je bolj kot to, ali imamo samostojno ministrstvo, ali ga nimamo, pomembno, kdo bo minister. Kajte, zdaj se moramo zavedati. Imate kakšne informacije, kdo bo? Špekulacije v jeziku, ne? Torej, ker zdaj je bil naš resorni minister, bivši rektor Univerze v Ljubljani. In ne bom nadaljeval tej misli, ne? Jaz si res želim, da bi minister bil nekdo, ki bi videl širše, ki bi videl celotno Slovenijo in ki bi na ta način seveda tudi
pa nočem nobenih privilegijev za našo univerzo, samo enakopravnejšo obravnavo. In potem bomo takoj dobili dosti več sredstev. To je sigurno pomembna stvar in zaradi tega sem naslovil tudi že v tej fazi pošto na pismo, odprto pismo vsem parlamentarnim strankam, kajti zdaj je pravi trenutek, zdaj, ko se sestavlja vlada, ko se ustvarja koalicijska pogodba, da opozorimo na to izrazito centralizacijo našega visokošolskega prostora, vključno za sredstvi. 70% ostaja v Ljubljani, le malo gre ven. Ne? In to je moje glavno sporočilo nastajajoči politiki, da naj v svojih razmišljanjih seveda poskrbijo za to, da bodo še bolj poudarili in tudi udejanjili bolj skladen regionalni razvoj, še posebej na področju visokega šolstva. Zaključujem s tem, da imamo vse razen 2 inštitutov, raziskovalnih inštitutov v Sloveniji, lociranih v Ljubljani. Doktor Korošak, torej vaša izkušnja z odhajajočo oblastjo, doktor Slavinec je omenil, češ, minister je bil nekdanji rektor Ljubljanske univerze. Ste čutili to na ta način kot neko zapostavljenost oziroma drugorazrednost, če uporabim ta izraz? Ne, Univerza v Mariboru je prvorazredna po svojem delovanju, dosežkih, rezultatih, znanju, ki ga produciramo. In slovenske politične razmere, tako kot ste rekli, postavljajo okvir delovanja celotnega visokega šolstva, ne Univerze v Mariboru. Ne. Tukaj razumemo avtonomijo univerze zelo resno. Univerza ni polje političnih uslug, ni polje zunanjih vplivov in podobnih mehanizmov, ampak je avtonomna akademska inštitucija, ki opravlja svoje temeljno poslanstvo, raziskovanje in pedagoško delo, ki je združeno v bistvu v enem človeku, ponavadi na univerzi. In naša naloga je predati vrhunsko znanje in izobrazbo mladim državljanom Republike Slovenije. To je naša osnovna naloga. Zdaj, kako to dosežemo, je druga stvar. Glede vašega vprašanja o razumevanju ali pa odnosu z katerokoli vlado, ki je trenutno na oblasti v Republiki Sloveniji, je tako, da ta ekipa, ki je vodila univerzo v preteklih letih, sodelovala s 4 vladami Republike Slovenije, z več kot 4 ministri, z različnimi imeni, ker se ministrstva skoraj vsakič, ko se vlada zamenja, se malo spremenijo, v tem ne vidimo prav nobenega problema. Nam je pomembno to, da mi vemo, kdo je naš sogovornik v novi postavi. To je za nas pomembno. Kdo je tisti, ki bo imel sektor visokega šolstva in raziskovanja kot svoje operativno področje. To je tista oseba, s katero se bomo mi pogovarjali. Kako si vlada zamisli svojo shemo ureditve, to se pravi resorje, to se Univerza v Mariboru ne dotika. Mogoče na kratko, vseeno pričakovanja do prihodne vlade, kakršnakoli pač bo, mogoče strnjena. Absolutno, tukaj pa imamo velika pričakovanja do prihodne vlade. Predvsem si želimo, da so zelo senzibilni do regionalne situacije v Republiki Sloveniji, da vidijo, da je regijska politika v zadnjih 20 letih povzročila ogromne razlike med osrednjo Slovenijo in ostalo Slovenijo. In to je naš ključni problem, povezan je z vsem tem, kar smo se prej pogovarjali. Zakaj odhajajo mladi na delo v tujino? Zakaj odhaja zdaj že ne vem koliko tisoč ljudi dnevno v Ljubljano na delo? To so družbeni stroški, ki povzročajo popolnoma nemogoče razmere za nekatere ljudi. Sprej, ključno je, da mi prepoznamo, da je Slovenija, regijsko urejena Slovenija, tista, ki omogoča delo blizu tvojega doma, kjer dobro živimo, hkrati moramo pa še imeti izzive in seveda karierne možnosti tukaj, kjer smo. To je glavni cilj in glavni cilj te vlade bi moral biti prav to. Zdaj, doktor Slavinec, si vi, bili ste državni sekretar v tretji Janševi vladi, to zadevno, če boste rektor in če bo Janša sestavil to vlado, obetate kakšne boljše zveze pri politični oblasti, glede na to, da se poznate? Nisem hvaležen izkušnji, da sem 2 mandata vodil Društvo poslancev Slovenije, kjer smo bili združeni vsi aktualni in bivši poslanci z celotnega političnega
polja in sem se naučil pogovarjati z levimi, desnimi, sredinskimi, z vsemi in ta izkušnja seveda mi zmeraj koristi, predvsem pa to, da sem vse te stike ohranjal. Jaz sem prepričan, da se bom lahko s katerokoli vlado pogovarjal na ta način. Nenazadnje sem tudi že tukaj proaktivno začel in naslednje jutro po volitvah sem vsem, ki so bili izvoljeni in seveda številnih sem imel v svojem mobitelu njihove telefonske številke, poslal SMS čestitko. Saj vem, da je to po eni strani stvar bontona, po drugi strani pa seveda sem vedel, da bo to koristno tudi za našo univerzo. Meni se res zdi zelo pomembno, da bo med temi 1000 ljudmi, ki se vozijo z Maribora v Ljubljano v službo, čim več tistih, ki so državni funkcionarji ali pa tudi uradniki, torej da bomo imeli čim več naših ljudi med odločevalci, med ministri, med državnimi sekretarji, med generalnimi direktorji, kajti se ne gre za favoriziranje svojega kraja toliko, kot gre za to, da kdo prihaja z univerze v Mariboru, bistveno bolj pozna naše potrebe, razmere in se lažje tudi odloči, kako univerzi zagotoviti tisto, kar potrebuje, kot če so te odločitve sprejemane od nekoga, ki ima samo izkušnjo vezano na univerzo v Ljubljani, ki ima bistveno drugačne pogoje in to se je na kar nekaj členih v novem zakonu tudi dejansko videlo, ko sem se pogovarjal z ministrom, pol mi je razložil, zakaj je tako razmišljal, konkretno pol pa raziskovalce dajte na pedagoška delovna mesta. In ko sem mu rekel, da so na naši univerzi pa tudi fakultete, kjer pa nimamo čistih raziskovalcev, sploh nimamo samo raziskovalcev, ampak smo vsi dvoživke, torej raziskovalci in pedagoški delavci, pol je bil začuden. Tega in ko gledaš z tako pomanjkljivimi informacijami in odločaš o zakonu, potem seveda marsikdo v tej državi izpade. Dobro, kako si bosta v primeru, da bosta rektorja prizadevala, da financiranje raziskav in razvoja ne bo na stranskem tiru? Živimo v času, ko se na veliko oborožuje, žal, svet in Evropa. Torej, da se bo dosledno izvajal nov zakon o znanstvenem raziskovanju, tudi o visokošolskem izobraževanju. Država se je namreč k ustreznemu financiranju 1,5% BDP-ja ne nazadnje zavezala v zakonu o visokem šolstvu. Kakšna bo tu vajina vloga in vizija, da bo torej tudi v primerjavi, kar sta oba omenila, v odnosu z drugimi univerzami Maribor ne bo na slabše? Ja, hvala. Ključno vprašanje, ki zadeva prihodnost univerze v Mariboru. Zdaj oba zakona, ki ste omenili, vpeljujeta nov način, po katerem pride do financiranja univerz v Sloveniji. Ta način je novost v Sloveniji in predvideva pogajanja z ministrstvom po obeh zakonih. Skozi ta pogajanja se določi okvir za 6 let delovanja univerze. V bistvu to, če upoštevamo še, da je še prehodno obdobje, to pomeni desetletje, ki določi prihodnost univerz. Kar je ključno je to, da preden pride do teh pogajanj, na katera sem prepričan, se univerza v Mariboru zna zelo dobro, z usposobljeno ekipo imamo vse od pravnikov, ekonomistov do filozofov, lahko to ekipo sestavimo izjemno močno. Ampak ključno je to, da preden pride do teh pogajanj, da spoznamo v Republiki Sloveniji, da so stvari med odnosi in razmerja med inštitucijami v visokošolskem prostoru zacementirana pred 20-25 leti. Od takrat se je marsikaj spremenilo. Univerza v Mariboru je izjemno napredovala, ta razmerja so ostala enaka in jaz vem, da je ključno to, in to bi tudi pričakoval od vlade, da sprevidi, da je potrebno se o tem začeti pogovarjati in dogovoriti, kakšna so današnja razmerja glede na uspešnost, velikost, ambicije in rezultate danes, leta 2026. Od tam naprej sem prepričan, da se precej lahko pogajamo potem o ustreznem budžetu tako za splošno, se pravi izobraževalno dejavnost, investicije in seveda raziskovalno dejavnost. In tukaj smo v zelo dobrem položaju. Doktor Slavinec?
Zakon o raziskovalni dejavnosti podrobno poznam, saj sem sodeloval pri njegovem nastajanju. 12 let pred mano so ga začeli delati in ponosen sem, da smo ga sodelavci v enem letu spravili tako daleč, da sem ga skozi parlament spravil brez glasu proti z 80 za. In ta zakon predvideva nenehno rast sredstev, ampak pomembno, zelo pomembno za našo univerzo pa je, da bo ta rast razporejena po celotni Sloveniji, ker v zakon pa tega ne moreš napisati. Ne? In moramo se, in ravno s pogajanji se moramo zavzeti, da bo ta rast sredstev prišla tudi na našo univerzo. Kako? Samo znotraj univerze to ne bo šlo. Ne? Mora rektor sestaviti čim širšo ekipo, študente, sindikate, lokalne skupnosti, župane, vsi državni funkcionarji, ki so. Mi imamo recimo zelo veliko poslancev, vse pa imamo po polovici Slovenije naše fakultete. Ne? In to je treba samo povezati, združiti in jim povedati, na kakšen način naj nastopajo in podprejo naše prizadevanja in pogajanja. To je zelo pomembno. Glede našega angažmara do odločevalcev pa napovedujem ustanovitev projektne pisarne v Ljubljani, ki bo imela vsaj dvojno vlogo. Eno je za nenehno proaktivno komunikacijo z ministrstvi. Z lobiranje, tako rekoč. Tudi. In še bolj pomembno je to, da to je moja osebna izkušnja, ker tam Ljubljanska univerza so čez cesto prišli in so, ko so dali koristne predloge za celotno Slovenijo, potem je seveda prav, da so podprti. In jaz vem, da ima tudi naša univerza koristne predloge za celotno Slovenijo in s takšnimi predlogi bomo potem seveda lahko kreirali razvoj politike tudi po naši meri in naših potrebah. Druga vloga pa je, da bodo pred oddajo vloge pripravljene na način, kot jih odločevalci želijo prebrati in da bodo na ta način uspešnejše. Dobro, eno so seveda javni finančni viri, proračunska sredstva, na drugi strani je pa seveda tudi pridobivanje denarja na trgu. Kako uspešna je po vajinem Univerza v Mariboru tukaj, kje še vidita možnosti in nenazadnje, kje je ta meja med pridobivanjem sredstev in komercializacijo, bom rekel, javnih študijskih programov. Ne? Mogoče vi začnete, pa greva potem k doktorju Korošaku. Povezovanje z gospodarstvom jaz zmeraj postavljam na pomembno mesto. Pa ne samo gospodarstvom, za celotno družbo. In Univerza v Mariboru je nastala iz gospodarstva, za potrebe gospodarstva in Maribor še nikoli do zdaj ni tako zelo potreboval naše univerze kot zdaj. Mariborsko gospodarstvo. Hkrati pa seveda tudi vse druge inštitucije v Mariboru in to izpostavljam zaradi tega, kajti na trgu se da denar dobiti ne samo iz primarnega sektorja, ampak se je treba ozreti malo širše. In tukaj seveda je še zmeraj možnost in priložnost za napredek. Zelo uspešni in iskrene čestitke za to so na tehniških fakultetah, ki so pa tudi bližje, imajo več možnosti za to vrstno sodelovanje. Po drugi strani pa zato moramo toliko bolj podpreti naše potencijale. Tiste fakultete, kjer pa sigurno so tudi potencialno to vrstna sodelovanja možna, ampak še niso razvita. In ne smemo se torej samo v paradne konje usmeriti, tudi naše potencijale podpreti, usmeriti in na koncu zagotoviti tudi en fond, iz katerega se bodo ta sodelovanja lahko podpirala in zagotovila večjo dostopnost vsem na naši univerzi. Vaš pogled na pridobivanje na trg, univerzo? Tako, vi ste vprašanje začeli z viri finančnimi, torej poleg proračunskih, kateri so še tisti viri in kako je Univerza v Mariboru pri tem uspešna. Zgodba tukaj je zapletena, namreč Univerza v Mariboru je zelo uspešna pri pridobivanju kohezijskih virov, to so evropski viri, s katerimi smo zagotovili čez 500 milijarde sredstev, ki se investirajo ta trenutek v Univerzo v Mariboru. Zelo uspešna pri virih iz raziskovalnega denarja Evropske unije, torej na obzorjih Evropa,
in podobnih mehanizmih, kjer imamo ogromno projektov, ki dejansko sofinancirajo raziskovalno delo. Tisti del, ki je pa ključen, je pa vir, ki prihaja iz sodelovanja z gospodarstvom. In tukaj se mi zdi, da pa imamo dobre rezultate, tehniške fakultete in tudi nekatere druge, ampak veliko še priložnosti za nadaljne delo. In tu sem zelo vesel, da imam dober pogled v to, kakšna so pričakovanja regijskega gospodarstva, saj kot član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice in ki me eksplicitno podpira kot kandidata in vidi v tem torej to dobro preteklo sodelovanja z univerzo in tudi vem, kakšne so njihova pričakovanja od univerze. To pa je predvsem poglobljeno sodelovanje, pa ne samo na posameznih projektih, seveda mi imamo veliko projektov s posameznimi podjetji, ki sodelujejo z določenim laboratorijem. Želijo si večjo institucionalno povezanost med lokalnim regijskim gospodarstvom. Imamo velike playerje tukaj, Impol, Talum, če začnem, lahko naštevam naprej, in pa univerzo pri razvoju novih vsebin, pri evropskih projektih skupnih z gospodarstvom in vsemi temi mehanizmi, ki jih še do zdaj nismo dobro uporabili. Seveda smo jih vse, ampak ne v določeni meri. In zdaj je še en primer. Univerza v Mariboru sodeluje ravno z Talumom in Impolom ter nekaterimi drugimi podjetji, pa tudi z Naravoslovno-tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Zavodom za materiale pri vzpostavljanju torej centra odličnosti SIP-KAST. To je zgodba, ki že traja vsaj 10 let, je zapletena, zato ker je potrebno najti mehanizme, kako naj se gospodarske družbe in javna univerza združijo v takšen kompleksen center odličnosti. Zdaj smo to rešitev skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport našli in zdaj vemo, kakšna je prava postavitev. To je ta, da Univerza v Mariboru tista javna inštitucija, ki vodi tak center odličnosti, vodi in upravlja za raziskovalno opremo, ki bo v nekaj 10 milijonih evrih prišla in skozi to, z partnerstvom s temi največjimi podjetji, seveda pa se skoncentrirajo na razvoj lahkih kovin. To, kar je v bistvu ena izmed prednosti te regijske torej industrije, v kateri se nahajamo. Še to vprašanje, vezano na investicije bodoče, trojček fakultet, izpadejo iz evropskega sofinanciranja. Kakšen je tu plan, vajin, časovnica, doktor Korošak, doktor Slavinec? Ja, tukaj je tako, da kadar pridobivamo sredstva iz kohezije, moramo zagotoviti, da bomo izvedli in dosegli določene kazalnike. Ti kazalniki so se vmes spremenili tako, da je bilo edino mogoče iz teh sredstev začeti investirati v tehniške fakultete, ker so morali izpolnjevati določene kazalnike ravno iz preomenjenega vprašanja sodelovanja z gospodarstvom. Ne gre za prioritete, gre za to, kako lahko najuspešnejše črpamo ta sredstva. Konkretno glede trojčka. Trenutno je v objavi, smo objavili torej, in izvedli poziv za izvedbo arhitekturnega natečaja, izbrali ponudnika, ki bo to izvajal, Društvo arhitektov Maribor, in gremo v arhitekturni natečaj za izgradnjo novogradnje. Torej, načrtovana časovnica je identična kot z ostalimi objekti, ki jih trenutno gradimo, torej do leta 2030, 2031, kakorkoli. Ključno je pa to, da zakaj zdaj lahko to počnemo. Zato, ker je zdaj prvič, da imamo ustrezno zemljišče ob Gosposvetski cesti, ki omogoča takšno gradnjo, da lahko hkrati gradimo novogradnjo, hkrati lahko kolegi še zmeraj delujejo v starem objektu do izgradnje novogradnje in potem nadomestimo zelene površine, ki jih bomo porabili za novogradnjo, z tistimi, ki bodo ostali tam. To je zdaj prvič, da Univerza v Mariboru sploh v takšnem položaju, da ima funkcionalno zemljišče, na katerim lahko gradi. Doktor Slavinec? Ja, kot državni sekretar sem videl in se naučil, zakaj Univerza v Ljubljani bistveno več gradi kot mi. In teh poti se bomo lotili tudi sami. Treba je proaktivno in res na zalogo pripraviti gradbeno dokumentacijo, vključno z gradbenimi dovoljenji, kajti komaj takrat pri ministrstvu lahko kandidiraš, da te uvrstijo v proračun Republike Slovenije. Vsa ta sredstva, ki so obljubljena za našo univerzo, so obljubljena
niso pa še pridobljena, dokler nismo uvrščeni v proračun Republike Slovenije in v proračun bomo uvrščeni, ko bomo z svojimi konkretnimi projekti prišli. Treba je pa imeti na zalogi tudi projekte, kajte jesen je čas, ko na ministrstvo vidijo, kateri projekti do novega leta niso izvedljivi in potem ta sredstva preusmerijo v tiste, ki pa bodo. In tam so drugi bistveno bolj pripravljeni in zraven pri koritu, če povem malo po domače, in tudi mi bomo na ta način funkcionirali. Zaradi tega napovedujem ta pristop, ta bolj na zalogo in proaktiven pristop in seveda tudi, da si čim prej pridobimo mesto torej vpis v proračun. To je ključno. Za našo univerzo je bilo, ko sem jaz bil tam rezerviranih 138 milijonov, kasneje je bila na vrsti Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, ampak vidimo, da so oni sedaj že pred nami in vem, da ravno zaradi takšnega pristopa in to moramo početi tudi mi in bomo. Še ena tema me zanima, počasi gremo v zadnjo etapo našega pogovora in sicer vajin pogled na položaj univerze in rektorja kot persone, ne nazadnje, v javnem prostoru. Zdaj, za Mariborsko univerzo je bil nemalokrat občutek, kritika, upravičena ali ne, da je premalo prisotna, da je premedla v javnem prostoru, premalo vidna, premalo živahna, aktivna in nenazadnje tudi glasna, ko gre do opredeljevanja do nekaterih zelo pomembnih vprašanj. Zato konkretno vprašanje, prosim za kratek odgovor, ne, kako tu izboljšati na eni strani sodelovanje z lokalno skupnostjo, govorimo seveda o županstvu, drugih strukturah, gospodarskih, političnih institucijah in kako doseči njen, bom rekel, tudi širši družbeni angažma v Mariboru, regiji in nenazadnje na koncu tudi v Sloveniji. Mogoče najprej izziv to za vas, dr. Slavinec. Vračam se k odpiranju univerze in če bo se univerza odprla, se bo seveda odprla tudi do mesta, v katerem... Kaj to pomeni? Da mora rektor biti vsake toliko pri županu, pri drugih nosilcih moči, bom rekel, ali pa seveda nekih nosilcih drugih kulturnih, športnih funkcij in tako naprej. S tem sem želel nadaljevati. Ko se univerza odpre, seveda pomeni tudi, da mora rektor biti več prisoten. In ne, da on večkrat pri županu, meni se zdi pomembno, da tudi župan večkrat pri njem. Okay. Ne? In kaj je tam potem, ali pa ne samo pri njem na rektoratu, nasploh po univerzi, da spozna, da vidi specifiko naše univerze in da lažje tudi skupaj ugotovita, na kakšen način lahko univerza pomaga občini in na kakšen način lahko občina pomaga univerzi. Tukaj sem hvaležen izkušnji, da poznam delovanje lokalnih skupnosti. 3 mandate sem bil član mestnega sveta in sem videl in vem, se tudi zavedam, da brez odličnih odnosov z lokalnimi skupnostmi ne moreš napredovati v nobenem okolju. In na ta način sam razumem, vidim in tudi napovedujem svoje delovanje. Ja, jaz vidim to tako. Torej, Univerza v Mariboru je velika inštitucija v Mariboru. In zato nosi izjemno družbeno odgovornost. To, da je mogoče to zaznati, rekli ste, medov odnos ali nekaj takega, se ne pogosto odločno izreka o nečem, je velikokrat izraz te odgovornosti. Torej, mi imamo zadržanost neka. Mi imamo 15,000 študentov, 2,300 zaposlenih kolegov, zdaj imamo 2 pridruženi članici, UKC, Zdravstveni dom Maribor. To je zelo velika organizacija. In jaz ločim tukaj institucionalno raven in osebno. Zdaj, osebna raven smo mi akademiki, profesori, redni profesori, izredni profesori, docenti, asistenti, študenti in imamo to avtonomijo, da se seveda kot posamezniki izrekamo in v našem imenu. In tu smo kritični, lahko izjavljamo tisto, o čemer mislimo, se odzivamo na trenutne odzive. Univerza pa seveda govori v imenu celotne akademske skupnosti.
in je nosilka te kritične misli. Ampak včasih morda potrebuje nekaj časa, da v bistvu najde pravi odgovor, ki je tisti trenutek primeren in ki nastane čez naše notranje mogoče razmišljanja, kako naj se odzovemo na nekaj. Če smo konkretna, bilo je kar nekaj javne razprave o odzivnosti Univerze v Mariboru do globalnih vprašanj, protesti v Srbiji, Gaza, sodelovanje z izraelskimi institucijami, recimo. Si kot rektorja tukaj predstavljata, bom rekel, hitrejše, bolj odločno odzivanje, opredeljevanje ali bolj pragmatičen pristop, in usklajevanje zelo različnih, bom rekel, glasov znotraj univerze. Ja, se to na nek način nemogoče uskladiti, različne glasove. Jaz si predstavljam, da rektor mora hitreje reagirati v določenih trenutkih. Mi smo izrazili solidarnost z stanjem v Srbiji, seveda pa smo javna univerza v Republiki Sloveniji tudi. Tudi to je del te odgovornosti in avtonomije. Ampak hotel sem povedati, kje vidim recimo kot primer odziva na tisto, kar začutimo, da je družbeni problem in se sami odzovemo. Zdaj, ni politični problem, je pa morda še bolj pomemben in to je vpliv tehnologije na družbo danes. Vemo, da smo od jeseni 2022 vsi množično začeli uporabljati orodja umetne inteligence, ki že močno vplivajo na naše delo, na delo mladih v šolah, na delo kot tako in na zaposlovanje v bodoče. Tukaj se mi zdi kritično, da če želimo, da je naša družba stabilna, da imamo predvidljive karierne poti, možnosti, da vemo, kaj nas čaka v bodočnosti, je ključno, da univerza upravi te premisleke in skupaj z družbo najde rešitve, in to vemo iz odzivov, da so pomembne za ljudi. Zmeraj, ko organiziramo javne dogodke na to temo, pa pride mogoče tudi vaša stanovska kolegica, novinarka, na koncu ni vprašanje o vsebini umetne inteligence, ampak ona vpraša, zdaj pa to jaz ne sprašujem kot novinarka, ampak kot mama. Kaj zdaj jaz lahko rečem mojemu otroku, da uporablja ChatGPT v šoli? Se pravi, takrat je meni jasno, da smo zaznali resen problem, ki ga moramo znati analizirati in pomagati rešiti. Kaj pa vaš pogled, doktor Slavinec, na odzivnost univerze do res, na eni strani, bom rekel, širših družbenih vprašanj, kot so umetna inteligenca, na drugi strani pa do hipnih, bom rekel, političnih ekscesov, pojavov, ki pa so tudi del neke družbene razprave ves čas. Mora tu univerza zavzeti proaktivno, zelo odzivno vlogo, glasno na nek način, ali ni to naloga univerze kot takšne? Jaz sem se naučil, da več dosežem z pogovorom kot z glasom, torej z glasnim oglašanjem, in največ lahko dosežeš, če kakršnekoli takšne konflikte, ekscese poskušaš preprečiti, preventivno deluješ in dostikrat se da. Ko vidiš, da do nečesa prihaja, in tukaj seveda mi je pragmatičnost zelo blizu, v tem smislu, da so mi na prvem mestu seveda interesi Univerze v Mariboru, zaposlenih, študentov. In v tem primeru seveda je treba iti čim hitreje v akcijo. Res čim hitreje in biti ne samo operativen, ampak tudi učinkovit. Po drugi strani pa seveda tudi ni prav se za pragmatičnost skriti in dopuščati takšne svetovne ekscese, pobijanje otrok ali kaj takšnega. Ampak to zmeraj potem treba razmisliti, kakšen je lahko učinek in korist tvojih aktivnosti. Če od tega ne bo učinka in koristi, potem je treba poiskati eno drugo pot, eno drugo področje, kjer si pa lahko učinkovit, kjer si lahko koristen in kjer lahko nekaj premakneš, spremeniš na bolje. Kakšen bo vajen osebni rektorski slog, če tako rečem? Rektorja kot javnega intelektualca. Koliko ne razumite narobe, daleč od tega, mora biti rektor, ki predstavlja univerzo navzven, hkrati pa mora biti angažiran in kritično razmišljajoč človek, koliko mora biti danes tudi influencer
opozarjam, disclaimer, ne razumite v napačnem pomenu besede. Skratka, da mora biti v medijih, da mora biti na prireditvah, da mora biti glasen, odločen in da se mora na nek način pojavljati. Ali mu ta funkcija na nek način pravzaprav to avtonomijo, ne, da se kot posameznik oglaša, sami ste rekli prej, malo odzame, ne, da ga v bistvu malo, bom rekel, skoraj da cenzurira. Doktor Slavinec. Vsaka funkcija ti v celoti, ne samo malo, v celoti odvzame to pravico do osebnega mnenja. Ti ga seveda lahko imaš, ampak izraziti ga pa moraš zmeraj in povsod z zavedanjem, da to izražaš kot rektor v tem konkretnem primeru. In na ta način sem že moral dostikrat delovati in mi to ni tuje in sem se tega navadil. Kakšen je pa stil, je pa seveda različen. Ne? Jaz sem družaben, društveni človek, odprt in na ta način seveda tudi komuniciram z okoljem in z ljudmi okrog sebe in naučil sem se, da po tej poti lahko z pogovori vnaprej bistveno več dosežeš, kot pa če prideš samo na nek formalni sestanek, ker te tam vsak brani že svoje pozicije. Ne? In to je tista modrost tihe diplomacije, pa ne pravim, da sem jaz tukaj zelo dober, ampak zavedam pa se, da se pa na ta način da bistveno več doseči, kot s tistim glasnim, dostikrat, ko smo se že prej pogovarjali, opozicijskim delovanjem in to je mene tuje. Doktor Korošak. Ja. No, jaz gledam na funkcijo rektorja tako kot ste rekli, najprej je to obraz univerze. Ne? Tisti, ki predstavlja univerzo v javnosti, ki kadar govori o univerzi, ne govori v svojem lastnem imenu, ampak govori v imenu inštitucije. To se dogaja pri vseh, ki imajo neko funkcijo, kakršnokoli, ali vodstveno, ali so odgovorni za neko področje. Hkrati pa je rektor tudi univerzitetni profesor, še zmeraj mora imeti najmanj 2 uri predavanj na teden, se pravi, ne more opravljati samo rektorske funkcije in dejansko deluje v teh 2 vlogah. In jaz vem, da tu je priložnost za to, da pa rektor sme tudi biti kritičen ne kot rektor, ampak kot javni intelektualec. Mi so vsi v bistvu javni uslužbenci. Naša naloga je, da se izrekamo o javnih zadevah, da poskušamo osvetliti težave, opozoriti na težave ali pomagati iskati rešitve tudi z javnim delovanjem. Na kakšen način obstaja več možnosti. Najbolje je pisno, običajno, s tem, da lahko pišemo javno in se podpišemo kot Dejan Korošak, ne rektor Univerze v Mariboru. Ne. In to mora biti jasno. Tukaj gre pa tudi za to, kako to ljudje sprejemajo, tisti, ki to berejo. Tu pa bi jaz si želel pomoč medijev dejansko. Ne. Jaz mislim, da rektor mora biti odprt seveda do medijev in meni je veselje se zmeraj pogovarjati, ker prihaja do zmeraj zanimivih vprašanj, ki jih ni mogoče pričakovati. In po drugi strani bi pa želel, da tudi razumemo, kdaj nekdo govori v kakšni vlogi in o čem govori. Ne. Seveda je to, da smo v stiku z mladimi, da v bistvu tudi skozi pogovor študenti in našimi mlajšimi kolegi imamo vse mogoče diskusije. In del tega se da sporočati tudi skozi rektorsko funkcijo na primeren način, torej o čem univerza razmišlja. Del tega pa kot samostojna razmišljajoča oseba, ki ima določen pogled na svet in na to, kako si želi, da v bistvu njegovi otroci kakšno prihodnost naj imajo. Jaz sem tudi starš na koncu koncev in Mariborčan in živim v tem mestu, imam tudi pogled na to, kako naj se to mesto razvija. Ne? Zakaj kot direktor ne bi smel tega povedati. Ne? Tu bi ostro ločil med tem, kdaj nekdo govori v imenu inštitucije in kdaj govori kot recimo javna intelektualna oseba, ki ima določeno stališče, in tukaj pa je odnos medijev potem do tega, kako to prikaže, lahko pa kritični. Ne? Prišli smo skoraj do konca. Še kakšno vprašanje je ostalo? Gospod doktor Slavinec, rekli ste, da ste družaben človek, zato vas moram vprašati, te dni je na medijske naslove prišel dopis dela študentov, da se jim zdi
neprimerno, da boste organizirali zabavo oziroma neko spoznavno srečanje študenti, kjer jim boste častili vino in žganje, oziroma organizirate zabavo pod sloganom Častim in se vam predstavim. Kako odgovarjate na očitke, da je to neprimerna kampanja, ki skuša omamiti študente na nek način? Daleč od tega, kajti vabilo, to je bil predlog dizajnerja, jaz sem potem takoj spremenil v to, da gre za pogovor brez zavor. S tem je bilo mišljeno, da me lahko vprašajo, kaj si želijo in da lahko seveda tudi predlagajo brez zavor, out of the box, kar je tisto, kar je zelo pomembno, da kot rektor dobim informacijo se strani tistih, zaradi katerih univerza je. Saj, če študentov ne bi imeli, bi bili inštitut, ne univerza. In jaz pa seveda sem kot dober gostitelj rekel, da bom často in bom pogostil z prigrizki in brezalkoholnimi pijačami. Ko sem ugotovil, da je prišlo do napake na Trustovi spletni strani, sem jih prosil, da naj pač to popravim, so tudi umaknili, tako da hvala za to vprašanje in je seveda ta dogodek namenjen temu, da se družim z študenti in sem se ga zelo tudi veselil in je bil zelo koristen. Tako si obetate dobro razpravo študenti tudi naprej. Študenti je bila razprava zmeraj dobra, samo približati se jim moraš in jim dati vedeti, da ti je mar za njihovo mnenje in meni je zmeraj mar za mnenje tistih, za katere delujem. Pa ne samo za študente, seveda tudi za vse zaposlene, ampak tudi od študentov moramo slišati njihovo mnenje. Kajti sicer bom jaz, kot sem prej za ministra iz Ljubljanske univerze povedal, živel v tistem, kakšni so bili študentski časi, ko sem jaz bil študent in zdaj se zavedam, da so bistveno drugačni. To je res, to je res. Doktor Korošak, še za vas bom rekel zadnje vprašanje. Torej, visokošolski sindikalist Upanje Večero zapisal, citiram, simptomatično je, da univerza svojim delavcem navznoter kaže mišice, navzven pa je vizavi večjim igralcem, denimo vladi, precej bolj sramežljiva in kalimerovska. Seveda se je dotaknil habilitacijske afere Klanfer, ki je zelo odmevala v zadnjem obdobju na Mariborski univerzi in je prinesla tudi veliko pranja, bom rekel, umazanega perila in razprav v javnosti. Bi to zgodbo, če bi bili rektor, vodili drugače ali v tem smislu podpirate ravnanja vodstva univerze in fakultete filozofske, kot je bilo? Časa se ne gre vrteti nazaj, ampak me zanima vaša opredelitev do tega. Ja, jaz se ne morem izrekati tukaj o odločitvah, pri katerih nisem bil udeležen, ne. In tudi ne želim, da se posamezni primeri z imenom in priimkom na ta način objavljajo. Na to sem ravno prej mislil. Okay. Z odnosom medijev do univerze. To so dejansko stvari, ki niso tako enostavne, kot se potem to prikaže kot dva pola, zelo lahko se zdaj odločiti, če vemo, kaj se zgodi. Ta retroaktivni pogled na zgodovino je včasih zelo problematičen. In v tem primeru bi lahko povedal samo to. Univerza ima jasne postopke v primeru habilitacije, ima pravilnik, merila in tako naprej. In to je tisto, kar v bistvu zaposlenim, vsi so deležni tega habilitacijskega postopka v svoji karieri. Vsak mora iti vsaj skozi nekaj takih stopnic, ki so ključni seveda za njegovo kariero. In takrat nas pravila jasna, ki se jih držimo za vse enako, ščitijo pred arbitrarnostjo. Ta je lahko najslabša možnost na Univerzi v Mariboru, če se odločamo po posameznikih različno. Zato smo zmeraj zelo pazljivi pri spreminjanju takih pravilnikov, pri uvajanju sprememb v tiste ključna notranja pravila Univerze v Mariboru, ki močno vplivajo na karierno pot. In tukaj je edini način, da so za vsa enaka in da se tudi enako ravna v vsakem primeru. Torej se vam ta zgodba, kot se je vrtela, ne zdi, bom rekel, problematična in simptomatična? Problematična se mi zdi, kako se je vrtela in kako v bistvu je prišlo ravno do tega, da se je prikazovala
kot da tukaj Univerza v Mariboru, glede na izjave, ki ste jih prej prebrali, ravna tako, kot bi naj tam bilo. Ne. To dejansko ni tako, ampak tukaj je potem pa vloga rektorja, v kateri smo prej videli, da seveda ve, kdaj naj nastopi kot direktor v javnosti, ali so pa to stvari, ki jih univerza rešuje v skladu s svojimi pravili, ki nas ščitijo pred drugačnim arbitrarnim ravnanjem. Spoštovana gospoda, hvala lepa. Za konec samo še mogoče nekaj stavčno sporočilo, ne samo elektoratu, ki bo odločal o vajni kandidaturi, ampak bom rekel mariborski in širši javnosti z te pozicije, dr. Korošak in potem še dr. Slavinec. Ja. Jaz bi želel povedati, da Univerza v Mariboru v svojem imenu nosi prav to. To je Univerza v Mariboru. Univerzum v Mariboru. To je inštitucija, ki mestu Mariboru zagotavlja marsikaj in mu v prihodnje tudi še bo. Želim pa, da je tudi tista inštitucija, ki zagotavlja in bo zagotavljala gradnjo okolja in v mestu Mariboru, da bo to tisto mesto, kjer si bodo mladi želeli živeti, delati, ustvarjati družine. Če ta cilj izpolnimo, potem je poslanstvo te univerze izpolnjeno. Dr. Slavinec. Univerza v Mariboru je ena najpomembnejših inštitucij v Mariboru in moj cilj je, da bo postala najpomembnejša. In poti do tega je veliko, oziroma veliko stvari je treba narediti. Začel bom s tem, da bodo študenti zmeraj in povsod zelo ponosni, da so bili študenti Univerze v Mariboru. Naslednja stvar, da bodo zaposleni z velikim veseljem prihajali na Univerzo v Mariboru, da bodo ponosni, da so na Univerzi v Mariboru, kar se najlažje doseže z manj postopki, več zaupanja in odličnimi medsebojnimi odnosi. In da bo okolje ponosno na Univerzo v Mariboru, pa zaključujem, bomo univerzo odprli, tesneje povezali s tem okoljem in jo usmerili v prihodnost. Spoštovana profesorja, dr. Mitja Slavinec, dr. Dejan Korošak, hvala lepa za vajine razmisleke, misli, bom rekel perspektive, ki sta jih ponudila glede tega, kako bi naj univerza in skupnost, v kateri univerza živi, izgledala. Naj v imenu medijske hiše Večer dodam samo to, da če je komu v interesu močna univerza v Mariboru, je to medijev, kot je Večer, ker si želimo ljudi, ki berejo, ljudi, ki razmišljajo in si predvsem drznejo javno uporabiti To je zelo pomembno in v tem vidim, bom rekel, tudi neko skupno nalogo. Hvala lepa, gospoda, in seveda kmalu spet nasvidenje v kakšnem Večerovem podcastu ali drugem formatu. Hvala. Hvala, z veseljem. Hvala za povabilo. Ni še čisto konec, čez nekaj trenutkov se vrnem, kot ste navajeni, z nekaj ekonomsko-propagandnih sporočili o tem, kaj boste brali v Večeru v soboto in Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali Večeru v soboto? Z Jasno Zakonšek, odvetnico, specializirano za medijsko pravo in sodelavko kolektiva Pravna mreža za varstvo demokracije, smo govorili o pomenu odgovornega novinarstva in verodostojnih medijev v času vse večjih globalnih in lokalnih pritiskov na profesionalno novinarstvo. Odvetnica, ki je z argumenti uspela tudi v odmevni sodbi Grims in Mladina na Evropskem sodišču za človekove pravice, poudarja tudi pomen satire, svobode govora v političnem kontekstu in javni interes. Je pravo branik demokracije, tisti jez, ki drži ali spušča, nas mora skrbeti za pridobljene demokratične in civilizacijske standarde. Mariborčan, nekdanji smukač in super veleslalomist, slovenski reprezentant, ki je olimpijske igre v Sočiju doživel kot Rus, danes pa je glavni trener v ameriški reprezentanci, z bolečino opazuje napačno smer slovenskega smučanja. Ja, to je zgodba Aleka Glebova, ki jo popisuje naš novinar Uroš Gramc. Medtem, ko v filmu Michaelu Jacksonu žanje velik uspeh v kinodvoranah po svetu, mnogi glasovi opozarjajo, da celovečerec kaže izkrivljeno sliko glasbenikovega resničnega značaja. Prav prihodnje leto se začne sodni proces, na katerem bosta domnevni žrtvi poskušali dokončno dokazati, da Jackson ni bil samo prijatelj številnih otrok, temveč v določenih primerih tudi storilec prevrženih dejanj. In še Večer v nedeljo.
V igri predelujem, razumem, se izražam. Za zdaj je še prezgodaj, da bi rekli, da je Gaja Filač nekdanja perfekcionistka, čeprav se trudi, da bi se tega odvadila. Zagotovo pa je že prebolela tiste otroške želje, da bi postala prepoznavna. Ljudje začutijo, ali delaš s srcem. Od izgubljenega najstnika do frizerske zvezde. Pot Dejana Nikoliča dokazuje, da lahko pravi klic spremeni življenje. Ne oblikuje le pričesk, temveč ljudi. Zgodba, ki je preplet poguma, vztrajnosti in osebne rasti. Mladi neonacist načrtoval množični napad. Obsodba 21-letnika Velike Britanije razkriva, kako spletna radikalizacija mladih vodi do sovražnih idej in do konkretnih priprav na nasilje in teroristične napade. Spoštovani in cenjeni, naj bo vikend lep in prijeten, seveda tudi v družbi z Večerom. Se beremo in se slišimo.